Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši tedenski oddaji o dogodkih preteklega tedna. December prinaša pester in dogajanja poln urnik, tako pri nas kot po svetu. Oglejmo si novice, ki so zaznamovale minuli teden. Včeraj sta ZDGNS in RTV v prostorih RTV v Ljubljani obeležila 45 let oddaje Prisluhnimo tišini. Dogodek je potekal v prijetnem vzdušju, zbrali pa so se nekdanji in zdajšnji ustvarjalci oddaje ter vsi, ki so z njo povezani. Novembra so v UKC Ljubljana prvič v Sloveniji in regiji uporabili robota za ustavitev elektrode pri operaciji polževega vsadka. Robotska roka omogoča počasno in enakomerno uvedbo elektrode, zaradi česar se tkivo polžka poškoduje manj kot pri klasičnem postopku. Po operaciji pacient odide domov še isti dan. Pri varuhu človekovih pravic so 10. decembra ob svetovnem dnevu človekovih pravic pozvali odločevalce naj zagotovijo, da bodo človekove pravice uresničene tudi v praksi. Opozorili so, da je institucija že skoraj eno leto brez predstojnika s polnim mandatom. Poudarili so, da varuh ne sme ostati prazna institucija brez pravega vodstva. Vlada je 9. decembra v Hrastniku in Trbovljah v Sloveniji potrdila skupino kandidatov za veleposlaniška mesta. Premier Robert Golob je povedal, da so opravili vsa preverjanja in kritiziral predsednico države Natašo Pirc Musar, ker je svoje pomisleke predstavila javno. Dodal je, da ima pravico, da ukaza ne podpiše, a meni, da javno razpravljanje ni bilo primerno. Vodja kabineta predsednice države Ula Tomaduz je pojasnila, da je predsednica medijem sporočila svoje zadržke, ker je želela bolj transparenten postopek imenovanja. Avstralija je v sredo kot prva država na svetu prepovedala uporabo nekaterih družbenih omrežij in spletnih strani za otroke in mladostnike mlajše od 16 let. Tudi druge države in Evropska unija razmišljajo, da bi uvedle podobne ukrepe. Antropolog Dan Podjed je povedal, da je prepoved smiselna in upa, da bo Slovenija sledila s podobnim ukrepom. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa želi, da tuji turisti pred vstopom v ZDA razkrijejo svoje aktivnosti na družbenih omrežjih v zadnjih 5 letih. Ukrep je namenjen povečanju varnosti v državi, informacije pa bodo turisti posredovali prek posebnega obrazca pred vstopom. Po podelitvi nagrade za mir v Oslu so v Stockholmu podelili Nobelove nagrade za medicino, fiziko, kemijo, ekonomijo in literaturo. Skupno je nagrado prejelo 13 prejemnikov. Nagrajenci za medicino, fiziko, kemijo in ekonomijo si bodo razdelili finančni del nagrade, ki znaša približno 1 milijon evrov za vsakega posameznika. Društvo športnih novinarjev Slovenije in Olimpijski komitej Slovenije sta v Cankarjevem domu v Ljubljani na decembrski tradicionalni prireditvi Športnik leta podelila priznanja najboljšim slovenskim športnikom v letu 2025. Gluha Lea Glojnarič je postala najboljša športnica leta med invalidi, saj je letos na olimpijadi gluhih v Tokiu dobila 3 bronaste medalje. Pred podelitvijo priznanja najboljše športnike in športnice na tradicionalnem sprejemu v predsedniški palači gostila predsednica države Nataša Pirc Musar skupaj z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom.
Športnica leta je postala Janja Garnbret, športnik leta pa Tadej Pogačar. Iskrene čestitke. V Kinodvoru se bo jutri ob 13. uri predvajal slovenski film Belo se pere na 90, ki bo opremljen s slovenskimi podnapisi. Vstopnice so že v prodaji. Osebe z invalidnostmi lahko vstopnice tudi rezervirajo. To lahko naredijo po telefonu 01 239 2217 ali po elektronski pošti blagajna@kinodvor.org. Jutri bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno. Šibka burja bo večinoma ponehala. Po nižinah v notranjosti bo precej megle, ki bo po večini vztrajala večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 3 stopinje Celzija, najvišje dnevne temperature bodo v krajih z meglo okoli 5 stopinj Celzija, drugod od 6 do 10 stopinj Celzija. Na zahodu ob sončnem vremenu do 16 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo po nižinah v notranjosti nadaljevalo megleno ali oblačno vreme. Na Primorskem ter v višjih legah bo pretežno jasno. Na koncu bomo spoznali še kretnjo tedna, ki je veleposlaništvo. Kreta se tako. Veleposlaništvo je pisarna oziroma predstavništvo neke države v drugi državi. Tam veleposlanik in njegovi sodelavci skrbijo za odnose med državama in pomagajo državljanom svoje države v tujini. Uživajte v prazničnem decembru. Se vidimo prihodnji teden.